Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tedenski izdaji. V tokratni predstavimo praznično dogajanje v veselem decembru, ki ga bodo pripravili v Rimskih Toplicah. Članice Lions kluba Celje Mozaik pripravljajo prav poseben plesni dobrodelni dogodek, z našo kamero pa smo bili tudi na terenu na prav posebni podelitvi diplom. Ampak najprej gremo v Rimske Toplice. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v sebi pozdravljam prvega gosta tokratne tedenske izdaje, Mitja Knez, predsednik Krajevne skupnosti Rimske Toplice. Živijo, lep pozdrav. Živijo, Luka, hvala za povabilo. Evo, leto je naokoli, spet smo skupaj, pred nami novo praznično dogajanje. Spet bo zanimivo v Rimskih Toplicah. Lani te ni bilo, upam, da letos priješ. No tako, to bomo še videli. Zdaj, odvisno, če me boš pritegnil v temle pogovoru, ne, in ravno zato se danes tudi druživa z Mitjo, se bo seveda tikala kot nekdanje sodelavce. No, razlog, da si tukaj v studiu, je, da povabiva na pestro dogajanje, ki se začne v petek, pravlične Rimske Toplice, pa ponovadi se začne udarno, s čim začnete v petek, pa potem malce naprej. Ja, mogoče bi začel z največjo letošnjo novostjo, namreč lokacijo smo malce prestavili. V preteklih 2 letih, torej uvodni 2 leti našega dogodka pravlične Rimske Toplice, je bilo prizorišče pod rimskimi termami v parku. Sicer super, sjajna lokacija, ampak nekako smo imeli še eno potem manjšo lokacijo pri restauraciji Aqua Roma, torej dobesedno razbito na 2 lokaciji in morda ni bilo tiste prave povezanosti oziroma, kot se včasih izrazimo, da imaš vse na kupu, da imaš vse pri roki. Vemo, da decembra je zunaj hladno, da otroci ne zdržijo dolgo in potem, če imaš 2 lokaciji, pa če imaš to 200-300 metrov narazen, včasih je na eni lokaciji več, drugič na drugi in najbolj pomembno je bilo, da smo vse skupaj združili na eno lokacijo, torej zdaj smo se prestavili na parkirišče restauracije Aqua Roma, kjer imamo čudovite pogoje, velik prostor, predvsem tudi glede parkirišč, gostinske ponudbe, sanitarij, tako da, če potegnem to črto, lahko rečem, da smo dvignili vse skupaj na večji nivo, da bo vse skupaj bolj prijazno, čeprav se je marsikdo odlično počutil tudi pod rimskimi termami, kjer smo bili v parku, ob ribnikih, ampak včasih moraš narediti kakšen res in izboljšati. Ma že se pravijo, da se Slovenci pregovorno radi preveč delimo, ne, dajmo se združiti. Tako ste razmišljali tudi v Rimskih Toplicah. Torej, nova lokacija, združena lokacija, zdaj pa lahko greva, s čim začnete v petek? Zdaj pa greva, ta je torej vedno udarni dan, ko pride Miklavž. V prvem letu smo imeli 107 prijavljenih na obdarovanje Miklavža, v preteklem letu mislim, da med 115 in 117, letos pa bo Miklavž pozdravil kar 147 otrok. Torej, resnično obeta se nam dobesedno gužva v tem uvodnem večeru. Začel bo ansambel Pik, pa šolski bend osnovne šole Antona Aškerca, potem pride Miklavž, pa pride godba Napihala Laško z mažoretami, tako da glede na to, koliko otrok bomo imeli, bo resnično velik živ žal že v tem prvem večeru. Vsaj zaenkrat kaže, da nam bo vreme naklonjeno, morda skozi petek pade še kakšna snežinka, da nam še malce pobeli. In ja, petek bo res udaren, živahen pri nas, potem pa gremo že kar na soboto. Letos bomo sicer imeli na teden en dan manj, v petkih in ob sobotah bo živa glasba. Nekako smo se, po domače povedano, znebili nedelje. Nedelja je decembra takšna, da družine se mi zdi, da bolj preživljajo doma na toplem, da so skupaj, da se družijo. Predvsem pa tisti stojničari, ki jih bomo imeli tudi letos, 14 stojnic bo v Rimskih Toplicah, je prav, da ne bodo zmrzovali 3 dni, da bodo tam 2 dni. Moramo biti vsem naklonjeni, morda včasih kakšen dan manj, zato pa toliko bolj udaren. Torej, vsak petek in soboto v mesecu decembru od 5. do 26. 26. bo zadnji večer. Ja, mislim, da bo res zelo živahno tudi letos. Tako, silvestrovanje na prostem pa ne? Ne, tudi letos silvestrovanje na prostem ne bo. Se mi zdi, da je kar nekako prav, da ga v Rimskih Toplicah nimamo, smo le manjši kraj. Morali bi se dobesedno vreči na glavo in pripeljati v naš kraj kakšno zvenečo skupino. Težko je konkurirati potem točno tako drugim Celju in podobnim mestom. In zato saj zaenkrat še ne riskiramo. Kljub temu
pa nekaj res super izvajalcev. Začel sem z ansamblom Pik, potem to soboto pridejo k nam Erosi, naslednji teden v petek skupina Zakapane, pa potem dan kasneje Ivan Hudnik. Tradicionalno bi že lahko dejal, ob koncu, zadnji večer, spet pride k nam Alfi Nipič. No, tako. Mislim, lani je res naredil spektakel, kljub svojim letom, je tista prava starosta slovenske glasbe in predvsem starejši, pa tudi ogromno že mlajših ga pride poslušati, zapoje z njim, nenazadnje resnično veliko znanih slovenskih pesmi ima. Tako da, mogoče bo pa silvestrski priuk že pred Silvestrom in vseeno v Rimski. Lani ga je zapel že, mislim, da dvakrat ga zapel, zagotovo ga bo tudi letos in takrat gre kar kurja polt, tudi če zapoje silvestrski poljub, ne vem, ob 9. zvečer. Zakaj pa ne? Odlično. Mitja, upam, da vam tudi letos uspe, tako kot ste si zadali, da bo vreme služilo, da bo obisk dober, ter predvsem, da bo tisto res praznično vzdušje tudi v Rimskih Toplicah. Verjamem, da bo. K temu smo dodali tudi ježo konj znova, se pravi, najmlajši bodo lahko jezdili konje, 2 ponija bomo imeli, potem, kot sem že dejal, stojnice, kar 14 stojničarjev bo letos, pa čudovita fototočka v igluju. Naredili smo iglu iz stiropora že v preteklem letu, ki ga vsako leto, vsakega decembra ohladimo, zamrznemo in tam se lahko ljudje slikajo, potem tudi spet drsališče za najmlajše po teraso, tako da pridite v Rimske Toplice, preverite, kako imamo vse skupaj, res je čarobno in če imate kakšen dan, čas, urco, 2, bo zagotovo zelo dobrodošlo, da ste ali še bolje vsak vikend. Točno tako. Tako, Mitja, hvala za obisk, vse dobro, pa do prihodnjič. Hvala tebi. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Zavetje jutra tok. Tvoj trenutek je zdaj, tvoj trenutek je zdaj. Mi smo družina. Trgovine Jager. Ustvarite nov videz svojega doma. Včasih je dovolj le ena prava preproga, da prostor dobi popolnoma nov značaj in toplino. V salonu Kemoplast Šentjur so za vas pripravili več kot 1000 vrst preprog, čistilnih tekačev in predpražnikov. Za notranje in zunanje prostore, za vsak kotiček vašega doma. Izbirajte med otroškimi preprogami, ki popestrijo otroške sobe, elegantnimi preprogami za dnevne sobe in terase, prefinjenimi tekači za hodnike za predvhodna vrata. Vsaka preproga ima svojo funkcijo in doda domu dodaten slog in udobje. Odkrite preproge, ki ne le dobro izgledajo, ampak so tudi trpežne in enostavne za vzdrževanje. Obiščite Kemoplast in izkoristite prednovoletni 20% popust na vse preproge iz zaloge.
Kemoplast, svet talnih oblog. Kaj si želim? Novo oblačilo? Najbolje v kombinaciji s pametno uro? Ali pa brezžične slušalke? Pravzaprav, želim si vse to. Že danes je možno, da podariš izbiro. Podari izbiro z darilnim bonom Desetak. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ob sebi zdaj pozdravljam naslednjo gostjo tokratne tedenske izdaje. To je predsednica Lions kluba Celje Mozaik, gospa Tatjana Hren. Gospa Tatjana, živijo, lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Kot sem omenil v uvodu tokratne tedenske izdaje, se danes druživa, da povabiva na prav poseben dobrodelni dogodek, ki ga pripravljate tale konec tedna oziroma v petek v plesnem forumu Celje, ko bo vse v znamenju plesa in flamenka, ampak preden se lotiva predstavitve in povabiva vse ljudi na prav tale dogodek, bi vas mogoče kot aktualno predsednico najprej ob koncu leta poprašal, kakšno je bilo letošnje leto, torej leto 2025 za članice Lions kluba Celje Mozaik, kako bi ga ocenili in mogoče katere tiste najvidnejše projekte bi izpostavili. Ja, naše letošnje leto je bilo pestro, zanimivo, zelo dobrodelno, z veliko akcijami, če lahko naštejem. Začeli smo že avgusta in sicer smo imeli skupno akcijo z vsemi Lions klubi v Arboretumu in sicer je šla pomoč junakom tretjega nadstropja. Tega smo se udeležili s slikanjem kamenčkom in smo pač tudi dobrodelno stojnico s tem tudi imeli. Potem naša druga akcija je bila Rožnati oktober, ki je bila zelo, zelo odmevna, saj smo v tem oktobru podprli ženske, ki prebolevajo pač težko bolezen. Potem smo nadaljevali s kozjanskim jabolkom, tam smo s štrudli in pečenim domačim pecivom zbirali sredstva za naše nadaljne akcije. Potem naslednja akcija je bila Martinova stojnica in sedaj seveda, tako kot ste omenili, pripravljamo ta naš dobrodelni dogodek koncert flamenka oziroma koncert s flamenkom ter končujemo letošnje leto za decembrsko stojnico 13. decembra. Tako, torej en odličen povzetek, gospa Tatjana. Pa greva še en korak nazaj. Zdaj sem predstavila letošnje leto pod vašim predsedstvom, bom rekel. Vzemiva si še potem minutko in ljudem predstavimo sploh, kakšno je osnovno poslanstvo Lions kluba Celje Mozaik oziroma Lionsov, lahko tudi nasploh. No, mogoče je treba omeniti, da v Celju imamo 3 Lions klube in sicer 2 sta mešana, se pravi Lions klub Celje in Lions klub Celje Keleja in naš ženski klub, ki šteje približno 40 članic in se pravi Lionsov je v Celju kar precej. Naš moto je biti dober državljan, biti poklicno uspešen, negovati prijateljstvo, pomagati ljudem, predvsem je to, da pomagamo ljudem, ker veliko ljudi je pač dan današnji v stiski in če se da na način pač pomagamo tistim, ki nimajo takšne sreče. No in ko so že pri pomaganju, pa deva kar omeniti dogodek, kjer bo prva priložnost oziroma priložnost že čez 2 dni, torej v petek, da ljudje pomagajo z obiskom prav posebnega dobrodelnega večera, kot se omenil v uvodu, ki bo v znamenju plesa, flamenka. Z nami bo odlično Urška Centa, več pa vam prepustim, da povabite. Kaj se bo torej dogajalo ta petek, kje in tudi za koga zbiramo? Ja, ta petek vabimo vse tiste, ki imajo dobrodelnost v srcu, ki so takšni, da želijo tudi kaj podeliti, da se nam pridružijo na dobrodelnem koncertu in tudi plesu. In se sicer koncertira Lampret, to pa moram prebrati, Jošt Lampret in ima sabo odlične glasbenike, Matija Krečič, predvidevam, da je že marsikdo slišal o tem odličnem violinistu. V Celju zelo dejaven tudi, ja. Mislim, da tudi pri Magnifiku igrajo. Tudi, zelo pisan spekter igranja, pa Nino Murekšič na tolkalih. Predstavljali nam bodo projekt Nomad, ki je
pravzaprav povezuje sodobno glasbo s flamenkom, jemlje nekaj flamenka, nekaj sodobne glasbe, vsi so virtuozi in seveda se potem vsemu temu pridruži še Urška Centa, ki je, kakor ste omenil, odlična plesalka in pač to bo res dobra predstava. Je pa to sodobni flamenko, tako da... Ja. Je tudi prostor, kamor ste umestili dogodek, ni naključen, ne? Kje bi v Celju lahko spremljali sodobni flamenko oziroma ples, nasploh kot v plesnem forumu. Ja, to se zahvaljujem, seveda se plesnemu forumu. Je to takšna majčkeno bolj intimna predstava, ni to dejansko za to prizorišče za veliko ljudi, vendar temu konceptu to prizorišče zelo ustreza. Tako. Moram pa še to omeniti, da istočasno tudi poteka dobrodelna stojnica na božičnem sejmu, tako da vabim ob tej priliki tudi vse, da vsako popoldne se nam pridružijo na dobrodelnem kuhančku in kakšnih fritulah. To tudi poskrbimo. Potem smo, mislim, da precej znane v Celju. Pa če se vrnemo še samo malce nazaj, tako tudi na stojnici, kot tudi na tem dogodku, omeniva še za koga zbiramo in na kakšen način lahko ljudje pomagajo, ne? Ja, kar se pa tiče zbiranja sredstev, moram pa najprej še pač tudi to omeniti, da smo zbrali sredstva za telefon klic v sili, to smo že, potem smo zbrali za malo hišo Pilštajn in prav tako smo zbrali v bistvu za center za otroke v Celju. Zbiramo ta akcija Flamenko, pa zbiramo za obdaritev starejših, socialno ogroženih in tudi otrok in temu je namenjena tudi ta decembrska predstava Flamenka. Tako. Kaj pa na stojnici, za koga zbirate? Na stojnici pa tudi za otroke, za njihovo letovanje oziroma za darila. To je pa decembrska stojnica, ker pač zbere se toliko, da so tudi darila primerna in da jih dobi čim več tistih, ki so potrebni pomoči. Takole, gospa Hrenova mi je prinesla tale košček papirja, torej vstopnico, omeniva za konec še, kje lahko tisti, ki bi radi pomagali in so ogledali tale glasbeno-plesni spektakel, kje jih lahko dobijo oziroma kupijo. Vstopnice so za dobrodelni prispevek na voljo pri apoteki Hus, mislim, da jo vsi poznate na središču mesta, tako? Na začetku tržnice v središču mesta in seveda v plesnem forumu. Če pa kdo te dve lokaciji pač ne more, ne najde ali pa jih ne pozna, pa smo tudi na našem telefonu, ki pa je objavljen na spletni strani dosegljive in tudi ponudimo vstopnico, če se le da. Tako da res prisrčno vabljeni vsi dobrosrčnega, odprtega srca. Tako, in naj dogodek uspeh. Gospa Tatjana Hren, hvala za obisk v studiu, hvala za vse dobro delo, ki ga upravljate, vse članice Lions kluba Celje Mozaik in tudi vse dobro v novem letu. Najlepša hvala tudi vam. Hvala enako. Tudi v tokratni oddaji pa smo šli s kamero na teren, posneli smo svečano podelitev diplom, diplomantov Višje šole šolskega centra Celje, ki so jo pripravili v Narodnem domu Celje. Poglejmo, kaj se je dogajalo. V Narodnem domu so tako podelili diplome na eni najstarejših višjih šol v celotni državi, slovenska podjetja pa njene diplomante izredno cenijo. Skozi njena vrata je stopilo že veliko študentov, naslednje leto bo namreč praznovala že 30 let. Ta generacija je primerno današnjim časom bila, bom rekel, v številčnem obsegu preteklih generacij. Seveda se poznajo interesi tako staršev kot mladih potem, da se odločajo, vendar moram povedati, da naši inženirji so izjemno hitro zaposljivi in dobijo službo v povprečju cele slovenske populacije višješolcev v 6 mesecih, kar je za razliko od visokih šol boljši rezultat. Na šoli je diplomiralo že 3500 študentov. V letošnjem letu pa je diplomiralo 78 diplomantov, 38 iz strojništva, 17 iz mehatronike, 15 iz gradbeništva in 8 iz avtoservisne dejavnosti, tako da je ta bera ponosa in hvalevredna. Diplomanti so študijem na višji šoli zadovoljni.
Izkušnja študija na višji strokovni šoli je za naše diplomante zelo dobra, glede na izkušnje, ki jih nam pač povejo starejše generacije. Namreč znanje in veščine, ki jih dobijo na šoli in v času študija, so zelo dobrodošle in tudi strani delodajalcev imamo zelo dobre odzive. Namreč zelo veliko je tudi, povpraševanja po teh naših študentih, pomeni, da so zaposljivi, pomeni tudi to, da so znanja, ki jih dobijo, aktualna in trenutno moderna. S tem so usposobljeni za delo v podjetjih, na občinah tudi, videli smo tudi danes, da je nekaj bilo strani občine, tudi nekaj diplomantov, tako da so na raznih področjih, usposobljeni za delo. Nekateri od njih bodo v prihodnje še sodelovali s svojo, zdaj že nekdanjo šolo. Bivši študentje se pojavljajo tudi kot mentori, tudi danes na predstavitvi, ko sem bral imena mentorjev v podjetjih, sem zasledil kar nekaj bivših študentov in to pomeni, da to je tista zadeva, namreč, ko sem tudi omenil v nagovoru, da se naj študentje vračajo. Pomeni ne samo to, da bodo prišli pogledati, ampak tudi se vračajo kot mentorji iz podjetij, da pač tudi tem, bodočim študentom bodo povedali, na kak način in kaj je tista dobra stvar, ki lahko pridobijo z študijem na teh višješolskih programih. Namreč, ko se pogovarjamo na raznih inštitucijah glede študija na višjih šolah, je stvar taka, da ugotavljamo, da so to zelo dobri študentje in da jih lahko zelo hitro podjetja uporabijo za delo. Bistveno prej kot mogoče iz drugih področja, pa iz drugih stopenj študija. Torej imajo dobro podlago kot tehniki, torej imajo neke veščine in na višji šoli dobijo še pa tisto teoretično znanje, ki jim je potrebno za, res uspešno delo v gospodarstvu oziroma v pač podjetjih, kjerkoli se potem pojavljajo. Namreč vemo, da je študij na višji šolah zgrajen z precej prakse, pomeni, da veliko časa preživijo na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih in to je taka dober recept. Dobro izkušnjo študija je imel tudi letošnji zlati diplomant. Zelo zanimiva izkušnja, veliko sem novih prijateljev spoznal, zanimivo mi je bilo, tudi če je bilo včasih naporno po službi, ampak rad sem šel. Večinoma sem hodil na predavanja, s tem sem si doma olajšal delo, tako da zahtevno bi rekel, je bilo ne preveč, tako bom rekel, ker me zadeva zanima. Tudi mislim, da tehnologija je prihodnost, tako da če te to zanima, je to poklic za prihodnost in to znanje bo vedno prav prišlo, če ne doma, v službi, povsod dejansko vse gre v tej smeri, vse gre v digitalizacijo, avtomatizacijo in to je to. Njegov mentor za diplomsko delo je dolgoletni sodelavec višje šole in je do diplome pospremil že marsikaterega študenta. Na začetku naše šole, leta 1998 smo podelili prve diplome, so bili dostikrat študenti, ki so prišli iz dela, ob delu in so že imeli precej izkušenj. Danes se mogoče to malo spreminja, zlasti pri rednih študentov, imajo manj izkušenj, ampak jih pridobivajo. No in opažam to, da sem včasih začuden nad diplomanti, v prvem letniku je še dokaj neboglen, medtem ko kot diplomant pa vsaka čast kako dozori. In se mi zdi, da je predvsem jih moraš imeti rad, jih moraš spremljati, kot so že rekli, vztrajati, bodriti, spodbujati, pa zahtevati, da zmore do cilja priti. Peter Četina ima veliko izkušenj na področju mentoriranja. Začne se pri predavanjih in vajah, biti predavatelj, spremljati študente, jim dajati neko znanje, preverjati, usmerjati, ne za kritiko, da kritiziraš, ampak za kritiko, ki pomaga rasti. No in ko dobiš potem študenta, ki si ga prej učil, lahko to še nadgradiš. In se mi zdi diploma kot pika na i, kjer se lahko recimo vsa znanja, ki si jih prej skušal dati, pa tudi moji kolegi, znanj dobijo več, kot jih sam jaz dajem, ampak od vseh kolegov zaokrožiš v neko celoto. In mislim, da smo ponosni na izdelke, ki nastanejo. Diplome so tako v rokah diplomantov, ki so se pridružili skupini njihovih uspešnih predhodnikov. Tako za nami pa je še ena tedenska izdaja. Kot vedno ob koncu oddaje vabljeni k spremljanju naslednje, ki bo prihodnjo sredo. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.